Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih peljal posebej na visoko goro. Pred njim se je spremenil, obraz se mu je zasvetil kakor sonce in njegova oblačila so postala bela kot luč. In glej, prikazala sta se jim Mojzes in Elija in sta govorila z njim. Oglasil pa se je Peter in rekel Jezusu: Gospod, dobro je, da smo tukaj. Če hočeš, naredim tukaj 3 šotore. Tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega. Ko je še govoril, glej, jih je obsenčil svetal oblak in glas iz oblaka je rekel: Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje, njega poslušajte. Ko so učenci to slišali, so padli na obraz in se silno bali. Jezus pa je pristopil, se jih dotaknil in rekel: Vstanite in ne bojte se. Ko pa so oči povzdignili, niso videli nikogar razen Jezusa samega. Ko so šli zgore, jim je Jezus zapovedal: Nikomur ne pripovedujte o tem, kar ste videli, dokler Sin človekov ne vstane od mrtvih. Poslušali smo Kristusov evangelij. Bratje in sestre, morda ste pričakovali, da bo tudi danes ena izmed Jezusovih prilik, ki jih že poslušamo skoraj celo poletje. Biblicisti so uvrstili na seznam, če se sme tako reči, nekako 40 prilik, s katerimi je Jezus ne da bi ljudstvo zabaval, ampak da bi razkril skrivnost vsebino Božjega kraljestva. Se spomnimo, na začetku blagovesti je Gospod spregovoril z blagri, z osmero blagri, ki je pokazal novo ustavo, če človeško govorimo, ustavo Božjega kraljestva na zemlji. Da bi pa ljudje te blagre doumeli, je Gospod uporabil prilike. Gledano z pedagoškega stališča je to najbolj genialen način, da v podobi, ki je vzeta iz narave, iz življenja, naj bo vinograda, naj bo s polja, naj bo žetve, naj bo sejanje, naj bo s hiše, kjerkoli so dogodki življenja, s katerimi je Gospod nakazal. Božje kraljestvo je kakor sejalec, Božje kraljestvo je kakor vinogradnik in tako naprej. Danes imamo pa popolnoma drug pogled. Na gori Tabor, ki je visoka 100 metrov manj kot Svetogora. Če za Svetogoro veste, da je 680 metrov visoka, potem 100 metrov odštejemo, pa smo tam. Namreč na tej gori pa za čuda Gospod ne pelje vseh apostolov. Ostali so pod goro v mestu, ki je danes imenovano Deburije, in vzame samo Petra, Jakoba in Janeza. Zato je za nas kot opazovalce in poslušalce tega evangelskega dogodka in dogajanja malo čudno. Če bi povprašali svetega Hieronima, ki zna razlagati vsebino tudi prilik in dogodkov, bi pa rekli, to je bilo nujno. Kajti to, kar se je zgodilo na gori Razodetja, na gori Tabor, se je podobno zgodilo v Gecemaniju, samo z razliko 2 let. Na gori Tabor, dogodek, ki smo ga ravno slišali, v Gecemaniju pa je Gospod popolnoma sesut, uničen, v agoniji, v smrtnem boju, ko ihti besede govoreč: Oče, naj gre ta kelih mimo mene, vendar ne moja, ampak tvoje volje se zgodi. In sveti Hieronim usporeja dogodek na gori Tabor in dogodek poniženja Kristusa v Gecemaniju kot 2 ključna dogodka v odrešenski zgodovini pred trpljenjem in ostajenjem. Potem pa udari tukaj Božja beseda apostola Petra. Ste najbolj zapazili, da je posebej se izrazil, ko je dejal: Bratje, nismo se oprijeli izmišljenih bajk, ko smo sprejeli vero v Gospoda, ampak smo na lastne oči videli njegovo slavo.
zakaj Peter to piše. Peter je pisal to že daleč za vsemi dogodki trpljenja, od mrtvih vstanja, Gospodovega življenja. Prej bi pa lahko opazili, da je Peter imel kar veliko vzponov in tudi padcev. Spomnimo se 2 nedelji, 3 nazaj, ko je bil dogodek ob izviru reke Jordan. Tam je bil Jezus vprašal kot eno anketo, jih je vprašal, kaj pa vi pravite, kdo je sin človekov? In seveda glasovi različni, da je prerok, da je vse sorte. Peter je pa jasno povedal, ti si Mesija. Jezus je bil kar pozoren na ta odgovor, pa mu je pripomnil, Peter, niste ti to meso in kri razodela, pomeni tvoja pamet, ampak moj oče, ki je v nebesih. Da si razkril, da sem jaz Mesija. Ampak Petrova predstava Mesije je bila pa svojstvena. On si je predstavljal, da je ta Mesija tisti, ki bo rešil Izrael, ki bo osvobodil Izrael, ki bo nagnal, dobesedno povedano, Rimljane domov in bo zopet vzpostavljeno Davidovo slavno kraljestvo. In zato, ker je tako mislil, mu je branil, ko Gospod nadaljuje, sin človeku bo trpel. Peter reče, nikakor. Sin človekov ne sme trpeti. In kaj mu je Gospod na to dejal? Proč s poti Satana. A si lahko mislite, da je odrešenik Jezus Kristus nasledniku na zemlji papežu rekel Satan? Nas kar stresne. Toda zakaj? Zaradi tega, ker Peter ni doumel, da je Mesija tisti, ki bo rešil človeštvo greha, ki mu bo odprl nebesa za odrešenjem svojega gresa. Petrova predstava je bila, da bo vzpostavil kraljestvo Davidovo. Glede, in zato danes beremo odlomek Petrovega pisma, ki je pravzaprav en potek ali pa ena zgodovinska zasnova, v kateri je sam spoznal, da ga je zelo pomiksal. Ko je Gospodu branil trpeti in zato je sam zapisal, nismo se oprijeli izmišljenih bajk, ko smo sprejeli vero Gospoda. Pomeni, Peter je sam pri sebi pregnetel svoje predstave, svoje videnje in končno tudi doumel, da je Jezus Kristus odrešenik sveta, vsega človeštva od greha in smrti. Dolga je bila pot Petrova, pa tudi do tistega trenutka, ko ga je izdal v Jeruzalemu pred njegovim trpljenjem. Če bi pa mi zdaj to zgodbo Petrovo obrnili nase, pa bi rekli, kje smo mi v odkrivanju Jezusovega odrešenskega dela? Ali mislimo, da bo Jezus, tako kot on, kot Peter, osvobodil tele nasprotnike Kristusa na zemlji, pa jih bo pometel v vodo? Ni prav. Zato je ta zapis Petrov, nismo se oprijeli izmišljenih baj, ko smo sprejeli vero Gospoda, tako resničen. Namreč, tako resničen zato, ker človek za bajke ne bi umrl. Za bajke se ne bi dal prebiti na križ, ampak se je za odrešenje celega sveta, vsega človeštva, dal prebiti na križ. In zato Peter nadaljuje, vera je kakor svetilka, ki sveti na temnem kraju. Morda so tudi v našem življenju dogodki, v katerih bi mi tudi to znali zabeležiti. Svetilka, ki sveti na temnem kraju. Ko se okrog nas dogajajo razne črne stvari, naj bo to trpljenje, naj bo to prepar, naj bo to goljufija, skratka dogodki, ki jih komaj da človek v enem mahu našteje, vse to se premaga, zgine, dobi svojo drugačno svetlobo zaradi tega, ker je vera kakor svetilka, ki sveti na temnem kraju. Gotovo bomo tudi mi našli dogodke,
življenja, ko se je ta svetilka izkazala. Ko smo doživeli v resnici Božjo roko, ki nas je peljala skozi temnine sveta. Zato je ob dogodku, ki se ga apostol Peter spominja na gori Tabor, pravzaprav povedano vse. Luč vere, ki me spremlja, ni ena bajka, ampak je resničnost, ki je prisotna v življenju človeka, in zato je Peter bil na ta dogodek na gori Tabor tako silno ponosen. Bi rekli, Peter, če bi vprašali v anketi, Peter, kaj ti je postalo v življenju Jezusa, ko si živel z njim na zemlji, kaj ti je ostalo v spominu? Kratek odgovor bi bil, gora Tabor, ker sem zrl nebesa, ker sem zrl Gospoda poveličenega, ob njem Mojzesa in Elijo. Vejte, bratri in sestre, dajmo poiskati v življenju. Ali pa morda še bomo tak dogodek, kot je bil za Petra na gori Tabor. Luč, ki je zasvetila v osrčenje moje duše, in to osrčenje je imenovano svetilka, ki sveti na temnem kraju.